parlamentarnimi počitnicami slabo leto deluje parlament. Kako bi recimo na kratko potegnili črto pod to slabo leto delovanja? Vaša ocena? Da je slabo. In dejansko je tako, kajti stvari se odvijajo zelo počasi, predlogov vlade ni bilo, veliko časa smo se ukvarjali predvsem s personalnimi zadevami, predvsem z mandatom predsednika SDS Janeza Janše in glede na to, da predlagajo zdaj še spremembe zakonov, ki so povezane pravzaprav z načinom oziroma nerazrešitvijo, se ta problem v tej državi kar nadaljuje, ko se pač delo koalicije osredotoča na eno samo osebo in eno samo stranko. Zdaj, mi smo v tem obdobju predlagali veliko zakonov, 31, škoda, da jih je koalicija takole na hitro pospravila pod mizo, vse razen enega. Predlagali pa smo stvari, ki so dejansko se pokazali kot velik problem v tem zadnjem obdobju. Če omenim samo recimo brezplačno pripravništvo ali pa recimo problem dualnega izobraževanja, za kar oziroma te stvari podpira tudi gospodarstvo. Skratka, tehnologija dela te vlade je podobna kot vseh podobnih levih vlad v preteklem obdobju, ko praktično brez razlogov, brez argumentov odpravijo predloge največje opozicijske stranke. Zdaj, posebnost tega sklica državnega zbora je tudi kar veliko novih poslancev. Kako se je ta neizkušenost poslancev odražala na delu parlamenta? No, zdaj, to se kaže predvsem pri vodenju delovnih teles, to se kaže tudi pri tem, da so poslanci veliko večino časa porabili za izobraževanje. Največja koalicijska stranka in pa tudi ena med opozicijskih strank v bistvu ni imela nobenih izkušenj z delom v državnem zboru in tu računati, da se bodo sprejemale neke premišljene rešitve, je najbrž težko. In zato tudi toliko časa ta ekipa vladna ni predlagala nekih dobrih in ustreznih zakonskih rešitev. Državni zbor pa se je ukvarjal, kot sem prej dejal, z nepomembnimi zadevami. Kaj pričakujete v obdobju po počitnicah? No, zdaj je vlada pripravila kar zajetno količino zakonov, to se pravi tik pred počitnicami, velika večina teh niti ne bo obravnavana v tem roku. Najbrž se bodo te aktivnosti nadaljevale. Je pa problem, da je v tem obdobju ostalo tudi veliko tistih stvari neurejenih in nepredlaganih, ki so bile za to obdobje nujno. In sprejemanje aktov s zamudo najbrž ne more biti odlika nobene vlade. Zdaj ste največja opozicijska poslanska skupina, pa tudi nekako je bolj ali manj novost, ali pa se nekaj časa že ni zgodilo, da bi bila opozicija tako pisana. Kakšno je pa sodelovanje tukaj v parlamentu med samo opozicijo? No, zdaj pač nastop v volilni kampanji in pa pojav novih strank z zelo močno medijsko podporo je prinesel tudi zelo pisano strukturo v državnem zboru. Zdaj, tisti, ki so sestavljali koalicijo, so si dopustili, zaradi tega, ker so imeli tudi dovolj močno tisti močen jedrni del, da sta dve stranki, ki sta v bistvu identični po številnih ali pa po veliki večini stališč koalicijskim strankam, sta ostali v opoziciji. In to na nek način ni vplivalo na delo koalicije in opozicije, ampak je v bistvu na nek način razbijalo enotnost opozicijskega prostora. Vendar mislim, da zaradi tega v tej državi ni bila dana nobena dodana vrednost, ampak povzročena prej zelo velike škode. Samo to še, kar nekaj izkušnj imate tudi z vodenjem poslanske skupine in sodelovanjem z različnimi predsedniki državnega zbora. Kako bi ocenili delo in vlogo tega predsednika državnega zbora, torej gospoda Brgleza? No, poglejte, zdaj način dela
posameznih in vodij poslanskih skupin in tudi predsednikov državnega zbora se med sabo zelo razlikuje. Jaz moram reči, da o tem, ko so govorili, da bodo prinesli v politiko više nove etične standarde, spoštovanje pravne države in tako naprej, se v principu ni uresničilo, kajti s tem, čemer se je ukvarjal predsednik državnega zbora in tudi koalicija, največja koalicijska stranka, je temeljilo vse prej kot na spoštovanju pravnih norm te države. Na vse zadnje je pri pomembni odločitvi pač moralo odločiti tudi Ustavno sodišče in popraviti tako sodno kot tudi politično odločitev državnega zbora. Žal je pri tem političnem fiasku pomembno vlogo ali pa ključno vlogo odigral predsednik državnega zbora, ki je sprocesiral neustavno odločitev. In to zagotovo ne more biti dobra legitimacija za delo in sodelovanje med poslanskimi skupinami v državnem zboru, če si take stvari, na katere bil naprej opozorjen, privošči predsednik državnega zbora in pa tudi njegovi člani oziroma njihovi člani poslanske skupine.